Pozdravljeni! Po dolgem in napornem dnevu je prišel čas za naš običajni zadnji brifing. Poglejmo si skupaj, kaj se je zanimivega zgodilo na kvalifikacijah za veliko nagrado Abu Dabija. Tudi tokrat v zadnjem briefingu običajni trije deli. V prvem si bomo ogledali vse tisto, kar se je zanimivega zgodilo na samih kvalifikacijah. V drugem bomo našo pozornost usmerili k možnemu ritmu za posamezno ekipo. V tretjem, zadnjem delu pa seveda vam bom predstavil mojo osebno interpretacijo glede strategij jutrišnje zadnje velike nagrade v letošnjem svetovnem prvenstvu Formule 1. A začnimo na začetku. Kaj so nam pokazale same kvalifikacije? Videli smo, da prve tri ekipe so se postavile v prve tri štartne vrste, kjer so popolnoma nekako odrazile razmerje moči, ki smo ga pričakovali. V prvi vrsti oba Red Bulla, v drugi vrsti oba Ferrarija, v tretji vrsti oba Mercedesa. In po eni strani, verjetno marsikomu izmed nas, to ni bilo preveč všeč. Pričakovali smo kakšno presenečenje, ki bi lahko že v prvi fazi dobesedno popestrila dirko. Ampak po drugi strani se moramo zavedati, da Red Bull RB18 je letos že mnogokrat dokazal, da je najboljši bolid. Verjetno je kdo pričakoval, da bi vsaj en bolid skuderije Ferrari lahko prišel do prve štartne vrste. Najboljši izhodiščni položaj bi bilo malce pretirano, a vsaj na drugo mesto da. Po drugi strani smo lahko pričakovali tudi malce preveč strani tovarniške ekipe Mercedes. Res dvojni V13 je napovedoval kar dobro formo, vsaj na veliki nagradi Sao Paula, ampak tu v Yas Marini je zgodba drugačna. Na to smo videli vse tiste ostale ekipe, ki pač so sledile z velikim zaostankom. A tu bi rad izpostavil dve svetli točki. Sebastian Vettel in Daniel Ricciardo. Dva voznika, ki ju v naslednji sezoni ne bomo videli na štartnem razporedu. Tokrat sta oba pokazala izjemno formo v samih kvalifikacijah, prišla sta do tretjega dela. In tudi pri McLarenu, če gledamo nekako ekipno, izjemno dober rezultat, videli bomo, ali se bo ta forma prenesla tudi na samo dirko. Esteban Ocon je bil hitrejši od Fernanda Alonsa. In tu se sedaj lahko začnemo spraševati, ali je Alonso zamenjal ekipo tudi zaradi tega, ker v Alpinu ni igral tiste prevladujoče vloge. Verjetno glede tega mu bo v Aston Martinu bistveno lažje. In seveda na zadnjih kvalifikacijah je Sebastian Vettel pokazal verjetno svojo najboljšo formo v letošnji sezoni. Med tistimi, ki so nas tudi prijetno presenetili, je bil Mick Schumacher, končno hitrejši v samih kvalifikacijah od svojega moštvenega kolega. Žal prepozno, sedež pri ekipi Haas je že izgubil. Po drugi strani, med razočaranja, seveda lahko prištejemo Fernanda Alonsa, ki je bil 11. A kljub vsemu po njegovem glasu, ko je slišal za rezultat, ni bil preveč razočaran. Ampak predvsem Valtteri Bottas je tisti, ki ga nismo pričakovali tako zadaj. In tu bi rad poudaril nekaj. Valtteri Bottas v preteklosti je mnogokrat pokazal nihajočo formo. Dober primer v petek in malce bolj medel v soboto, medtem ko v nedeljo nekje v povprečju. In seveda te kombinacije so bile lahko različne. A upam, da tokrat bo tudi on v nedeljo pokazal bistveno več od tistega, kar smo videli danes. Zanimivost, če pogledamo to simulacijo samih kvalifikacij, bomo videli, da izračuni so dokaj točni.
In še nekaj, vidimo lahko, da prve 3 ekipe so izjemno oddaljene od vseh ostalih. Med preostalimi vidimo, da je možno kar hitro napredovati, ukolikor ekipa naredi majhen napredek. Ampak priti tam čez 7. mesto je seveda težava. A konec koncev, če smo iskreni, so vsi na štartnem razporedu dokaj skupaj. A sedaj, ko smo si malce ogledali vse tisto, kar se je zanimivega zgodilo na samih kvalifikacijah, se moramo ozreti tudi malo na dirko in seveda pričakovan ritem. Tu je druga tabela z drugim grafom, kjer pa pravzaprav ne vidimo nobene bistvene spremembe. Red Bull tam spredaj, za njimi Ferrari in nato seveda Mercedes. Rad bi dodal še nekaj, kar sem opazil na samih kvalifikacijah. Max Verstappen je vozil z izjemno lahkotnostjo v primerjavi z onim, kar smo videli na primer pri Charlesu Leclercu, kot da ni bilo potrebno iti na polno. In zato tudi na sami dirki lahko pričakujemo, da bo lepo povedal brez kakšnega velikega napora in z lahkoto pridobival prednost. Medtem ko zasledovalci bodo morali tvegati v vsakem ovinku in morda bomo videli tudi kakšno presenečenje. A mnogo bo odvisno od samih strategij. A strategije pridejo na vrsto čez nekaj minut. Namreč predtem bi vam rad pokazal še nekaj. Namreč v tem grafu vidimo, kako so se določene ekipe obnašale v časnem, srednjem, hitrem ovinku ter na ravnini. In vašo pozornost bi rad usmeril k tovarniški ekipi Mercedes. Na počasnem in srednjem ovinku je dvojni V13 zaostajal za Red Bullom RB18. Ampak ko se je hitrost začela višati, je tudi Mercedes postal konkurenčen. Seveda to ne pomeni, da pri tovarniški ekipi Mercedes imajo konkurenčen bolid v primerjavi z Red Bullom, le da na ravninah bodo imeli določeno prednost. Seveda, ukolikor se bodo uspeli približati Red Bullu, bi to lahko pomenilo nekaj malega več. Ampak najprej je treba dohiteti in šele na to prehiteti. Konec koncev prehiteva se na ravnini, ampak v samem tehnično mešanem delu je treba tudi zmanjšati razdalje. In sedaj smo prišli do onega zadnjega dela. Ukolikor ste sledili prenosu na Sportklubu, ste verjetno ugotovili, da sem bil tam prisoten pri komentarju. In priznam vam, da poleg poti domov nisem imel praktično časa pogledati, ali so pri Pirelliju sploh kaj objavili glede jutrišnjih strategij. A kot običajno gre za moje osebne napovedi in seveda v samem komentarju bomo primerjali tisto, kar je objavil Pirelli z mojo osebno napovedjo in seveda vse skupaj bomo primerjali z tistim, kar so pokazale ekipe na progi. In tudi tokrat, če zadnjič letos v tej sezoni 3 variante. Po mojem osebnem videnju najhitrejša bo ona z enim postankom, kjer bodo začeli na pneumatiki soft, odpeljali približno 15 krogov in nato do konca na pneumatiki hard 43 krogov. Varianta te prve strategije je ona, kjer bodo vozniki začeli na pneumatiki medium odpeljali približno 20 krogov in nato 38 na pneumatiki hard. Seveda ta druga varianta velja tudi v obratni smeri, začeti na pneumatiki hard in nato na pneumatiki medium, čeprav bi tu rad povedal, da kakšne take variante se bodo poslužili morda vozniki bolj v ozadju. A glavna težava, ki jo bodo verjetno imele ekipe, bo degradacija. Degradacija, kot smo že mnogokrat govorili, je pojav, ki je pričakovan in pri Ferrariju so nekako objavili, da na njihovem bolidu se je zopet to pojavilo in zato postanek več. Začeti na pneumatiki soft in nekako skušati odpeljati približno 15 krogov. A če se odpelje 15 krogov na pneumatiki
karti. Imamo še 2 dela na pneumatiki medium, kjer je en dolg približno 23 krogov in zadnji morda tam okrog 20. Seveda tu razmerje se lahko malce premakne. Vse je odvisno od tega, kako se bo pojavila degradacija. A gre za opcijo, ki rešuje neko težavo in ne pomeni tiste idealne izbire, ampak ali sem imel prav ali ne, bomo kot običajno ugotovili skupaj po sami dirki. In seveda, s tem, ko sem predstavil tudi svoje videnje glede možnih strategij, smo seveda prišli do konca tudi našega zadnjega briefinga. Hvala za vašo pozornost ter seveda nasvidenje.